Že danes si bomo pogledali neke osnove CapCuta, se pravi, kako dejansko začeti s CapCut programom. Se pravi, to je program za urejanje, za editing, video editor, ki je načeloma za začetnike tudi brezplačen, jaz pa imam sicer plačljivo verzijo. Torej, greste na spletno stran capcut.com in tukaj ali od zgoraj na desni ali pa tukaj vidite download. Lahko pa preizkusite tudi online, se pravi, če kliknete tukaj, se morate seveda registrirati z vašim mailom ali Facebookom ali pač TikTokom, odvisno, kar imate, da pridete noter. Druga zadeva je pa, da si zloadate, ampak ravno tako se boste pač morali potem registrirati, da boste to lahko uporabili. Se pravi, lahko si ustvarite tudi nov Gmail račun, če ne želite dati svojega osebnega. Ko zloadate to, si seveda to nainštalirate, če boste uporabljali to na svojem računalniku. Jaz pač uporabljam na svojem računalniku in ta program izgleda nekako takole. Tukaj se torej odločimo, kaj bomo delali. Na veliko vam tukaj piše Create Project, se pravi, če želimo nek nov projekt delati. Potem imamo video studio in pa record screen, se pravi, da lahko tudi snemamo ekran. Jaz trenutno ne uporabljam tega za snemanje, ampak uporabljam program OBS, ki je open source in je brezplačen. Tukaj imamo še neka druga orodja, ki jih pač bomo tudi kasneje lahko pogledali, ampak trenutno se bomo fokusirali na urejanje samih videoposnetkov. Torej gremo na Create Project in zdaj nam je odprlo nek nov projekt. Vedno nam tukaj na vrh, če pogledamo, napiše neko številko. Ta številka je dejansko današnji datum, se pravi 06 je mesec in pa 24. Ker sem danes že enkrat odpiral, je seveda tukaj napisalo 1. Če kliknete tukaj, lahko to premenujete in recimo napišemo navodila CapCut. In zdaj, kar bomo potrebovali, je seveda neka baza nekih posnetkov, ki jih bomo lahko uporabljali. Lahko so to fotografije, lahko so to videoposnetki, odvisno, kaj želite ustvarjati. Recimo, da želimo ustvariti nek videoposnetek. Jaz bom v tem primeru uporabil recimo nekaj, kar že imam od prej. Se pravi, da bomo dejansko vzeli nek primer recimo gasilske veselice. Recimo, da imamo gasilsko veselico, kjer bomo uporabili naš logotip, kjer bomo uporabili neko glasbo, kjer bomo uporabili neke videoposnetke in pa mogoče neke fotografije. Zdaj, na kakšen način bomo to naredili? To bomo naredili na tak način, da bomo najprej recimo uporabili naš logotip in ga enostavno vrgli noter. Se pravi, recimo v mojem primeru PGD Rakek. Zdaj, kar bom tukaj seveda pač potreboval, je tudi neka glasba. Se pravi, v tem primeru sem vzel pesem ansambla Pogum, Tovornjakar. Žal ga ne bom predvajal zaradi avtorskih pravic, da ne bi kršil avtorskih pravic v tem videoposnetku. Kar še lahko vzamemo, je recimo njihova fotografija. Potem, kar potrebujemo, je še nek vokal, kjer bo nekdo napovedal dejansko, o čem bo šla ta veselica. Zdaj, ena varianta je, da to posnamemo kar tukaj znotraj. Recimo tukaj imamo nek tekst, ki ga lahko povemo, in ta tekst bomo seveda povedali. In tukaj imam možnost, kot vidite, voice over. In kar bom zdaj naredil je, da bom dejansko ta tekst tudi povedal. In tisnem za snemanje. Tukaj seveda si nastavim, kakšno glasnost želim, če je preglas ali pa prepotiho, zato da ne bi šlo recimo tukaj vidite, v rdeče, to si pač boljše, da si ne privoščite. Se pravi, nekje glejte, da ko govorite, da je mogoče tukaj nekje na rumenem. Okej? Zdaj, kar bi že tukaj lahko naredil je, vidite, imam možnost, ker jaz imam pač plačljivo verzijo, da dam avtomatsko, da mi odstrani razno pokanje, vse zvoke, ki pač ne paše zraven in niso govor, bi to že lahko naredil. Lahko naredimo to tudi naknadno. Okej, torej pritisnemo za snemanje.
in zadeva zdaj seveda že snema. Zdaj pa, jaz bom vse to skupaj lahko seveda odrezal, tako da ni problem tudi, če zdaj karkoli zafrknem, če karkoli se zmotite, preberite še enkrat, ker vse to lahko tudi znotraj tega editinga seveda uredite. In recimo, da bi prebral tale tekst. PGD Rakek vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 31. maja ob 18. uri pri gasilskem domu. Za žur bo poskrbel ansambel Pogum, otroke pa čakajo napihljiva igrala in animacije. Pridite, se vidimo na Rakeku. Ok, zdaj ta tekst imamo. Prebrano imamo. Ok, glede na to, da želim zdaj tukaj tale del odrezati, ker tukaj sem govoril prej druge stvari in želim samo tukaj naprej moj tekst, bom pritisnil črko B. To lahko najdete tudi tukaj, kjer piše split. Se pravi, če želim zadeve splitati oziroma si želim odrezati, lahko tukaj pritisnem z miško, ampak da ne bi predolgo trajalo, lahko pritisnete bližnjico. Se pravi, pritisnete tipko B in odrežete. Zdaj, če ste videli, sem tukaj približal. Ko držite tipko Ctrl in miško obrnete, kjer imate to označeno, tja vam bo približevalo. Se pravi, če kliknem tukaj, držim Ctrl, levi Ctrl in obrnem miško, kjer boste z miško, tja vam bo približevalo. Se pravi, na tem mestu, recimo tukaj. Če ste tako nekje že, da ste dlje in da se želite sprehajati gor pa dol, da ne prijemate te tipke in iščete, pritisnete levi Alt in ravno tako obrnete miško in se sprehajate levo in desno s koleščkom. Ok? Torej, zdaj imamo voice over narejen. Zdaj pa recimo, če bi poslušamo, če karkoli hrešči ali pa poka. PGD Rakek vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 31. maja precej dobro. Pa recimo, da bi se odločili, da želimo, da je vse skupaj bolj na glas. Jaz imam pač plačljivo verzijo in vidite, tukaj imam tele zvezdice, kar pomeni, da imam možnost izboljšave, se pravi, da je vse skupaj bolj na glas, da mi zreducira razne nepotrebne poke, zvoke in tako naprej in izboljša vse, kar se tiče samega glasu oziroma govora. Zdaj, kar bomo potrebovali je, šli bomo čisto poenostavljeno verzijo, potrebovali bomo glasbo v ozadju. Recimo, ta glasba se začne takole. PGD Rakek vabi na veliko... Ok. In zdaj, kar bi dejansko mogli narediti je, največkrat, ko se pač dela oglas, je dobro, da najdemo nek inštrumental. Zdaj mi v tem primeru ne bomo uporabljali pač tega komada, da ne bi kakršnihkoli avtorskih pravic kršili, ker kadar uporabljate komade, kjer niste vi avtor, vam lahko ali odstranijo ta video posnetek iz YouTuba, tako da morate imeti neko dovoljenje, neko licenco. Zdaj, glede licenc je zadeva taka, da obstajajo spletne strani, kjer lahko dejansko uporabljate neko glasbo. Če boste objavljali to na YouTube, greste lahko na YouTube Library, greste na Studio in na vaši levi strani boste videli Audio Library. Ok? In če kliknemo tukaj Library, bomo dejansko lahko izbirali izmed ogromno komadov, efektov in tako naprej, ki nam jih brezplačno ponuja YouTube, recimo. Recimo, da bi želeli nek country. Ok. In nam recimo da tukaj country in poslušamo. Recimo, da nam je všeč ta pesem. Kaj naredimo? Tukaj imamo tipko download. Pritisnemo
in nam bo to pesem zloadalo. Ok, ta pesem lahko enostavno primemo, gremo v naš editing. Zdaj pa, kar bomo seveda mogli biti pozorni, zdaj tukaj vidimo, da smo odrezali, imamo malce prostora. Če tega ne želimo, vidite, tako kot je zdaj miška, pritisnete, držite levo miškino tipko in lahko to skrajšate. Ok, potem vam bo tukaj ostalo, če želite to premikati, pritisnete, držite in premaknete, kamor želite. Recimo, da želite prestaviti tukaj malce dlje, da bo malo bolj narazen govorilo, pa recimo, da želite tukaj isto narediti, lahko to komplet vse premikate, tukaj lahko skrajšamo, če je kakršenkoli šum. Zdaj, kar bo treba narediti je, ta glasba bo verjetno v primerjavi z vokalom precej preglasna, dajmo poslušati. PGD Ratek vabi na veliko gasilsko veselico v In nič ne slišimo, o čem govori. Torej, kliknemo na samo pesem, imamo tukaj volume in lahko potem višamo in večamo ali pa manjšamo samo jakost. In poslušamo zdaj. PGD Rakek vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, Recimo, da je še vedno prenaglas. 31. maja ob 18. uri pri gasilskem domu. Za žur bo poskrbel Sabel Pogum. Pa recimo, da bi naredili tako, zato da boste lažje razumeli. Recimo, da želimo ta del tukaj, da je bolj na glas. Odrežem tukaj vmes in kaj bom zdaj naredil je, to bom premaknil tukaj vmes, takole, ne vem, če vidite, vmes se naredi črta. To pomeni, da mi ta del vmes da. Tukaj bom podaljšal in tukaj bom podaljšal, zato da se bo prelivalo, da se bo nekako prekrivalo. Potem pa najdem tako, primem tole pikco. In ko to pikco premaknem levo, se bo tukaj zmanjšalo, fade out bo naredilo. Tukaj bo pa fade in. Ok, naredim na obeh straneh na tak način. Zdaj glasnost imamo tukaj trenutno isto, se pravi, zdaj dejansko zdaj se ne bo slišala nobene razlike. V gasilskem domu. Za žur bo Ok, zdaj pa kar naredimo, damo tukaj lahko to bolj na glas, ker dejansko tukaj vmes noben nič ne govori. Poslušamo. pri gasilskem domu. Za žur bo poskrbel Sabel Pogum. Zdaj, tukaj bi lahko recimo dal še bolj na glas. Vprašanje, če ne bo hreščalo. Pridite, se vidimo na Rakeku. Ni, ok. Se pravi, zdaj recimo na tak način. PGD Rakek vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 31. maja ob 18. uri. In zdaj recimo, da bi imeli ta posnetek. Zdaj tukaj vidite, če vržem tukaj noter v to, kjer vidimo tale znak, to pomeni, da nam bo vrglo na začetek. Karkoli bomo tukaj krajšali, če pogledam recimo, karkoli bomo tukaj rezali, pa brisali ven, vidite, da nam vse da na levo stran. Zdaj pa včasih mi si tega ne želimo, ker želimo mogoče urejati na malce drugačen način. Jaz v takem primeru dam zgoraj in recimo, da želimo delati neko prelivanje. Recimo, da tukaj ne bomo niti glasbe uporabljali in da tukaj ne želim, da gre na kitaro, ampak recimo, da bom tukaj odrezal in želim, da gre tukaj recimo že kar na harmoniko. In zdaj jaz lahko zbrišem to ven, ampak vidite, da ni nikamor skočilo. Zakaj je to dobro? Dobro je zaradi tega, jaz lahko tudi tukaj zdaj zraven dam, ampak dobro je zaradi tega, če želim kdaj delati kakšno prelivanje, če imam tukaj recimo to glasbo, ki jo želim uporabiti, da lahko potem na vrh gradim. Se pravi, recimo tukaj vmes, če želim dati tega človeka, da bo pel, vidite, in recimo ta glasba še zmeraj lahko uporabljena. Edino, kar pa je, zdaj tukaj ne morem prehoda narediti, kar pomeni, da moram tega dati gor in bom zdaj tukaj lahko dejansko naredil prehod. Zdaj, na kakšen način pa naredim lahko prehod? Prehod naredim na tak način, da grem tukaj na transition in tukaj izmed transitionov tisti, ki so brez tega kristalčka,
tiste lahko uporabljate kot brezplačne, recimo, da bi tega uporabljali. Recimo, da bi tega uporabljali, da gre na črno, pa potem recimo tukaj bi uporabljali nekaj drugega, recimo, da naredimo tako, to zbrišemo, pa tukaj uporabimo recimo tega. Pa da vidimo zdaj. Gasilsko veselico v soboto 31. maja ob 18. uri pri gasilskem. Ok, recimo imamo zdaj nekaj urejamo, zdaj pa recimo, da želimo dodati zraven nek efekt. Naprimer, da ne želim, da je tukaj videti ta tekst. Se pravi, v tem primeru bom rabil nek blur. Se pravi, tukaj lahko napišem blur. Ok. Kar pomeni, da bom nekaj zablural. Vidite, tukaj imamo različne možnosti. Tale blur je popolnoma dober. Vidite tudi, da jaz sem si ga dal na zvezdico, kar pomeni, da ga imam pod favorites noter, ker ga večkrat uporabljam. In enostavno, kaj naredim? Primem in ga nesem, kjer ga želim imeti. Se pravi, nad tem, zato ker bom želel zablurati ta del. Zdaj vidite, da nam je zabluralo vse. Kar moramo zdaj narediti je, bomo šli delati mask. Se pravi, tukaj desno označeno moramo imeti torej naš efekt. Gremo na mask in bomo dali add mask. In zdaj vidite, da tukaj lahko izbiram različne oblike oziroma maske, ki jih želim imeti za ta efekt. V tem primeru je recimo tale kvadrat popolnoma primeren. Lahko ga takole zmanjšam, lahko ga takole povečam po dolžini in recimo, da bi želel to skriti, da pač tega tukaj ni videti. Naprimer. Ne vem iz kakšnih razlogov, ampak recimo, da tega pač ne želim. In v gasilskem domu bi se seveda to prikazalo. Ok? Zdaj pa recimo, če vidimo na začetku, je pa se pokazalo, potem pa šele tukaj. Ne? Isto kot smo rekli prej na začetku, s tem podaljševanjem. Tukaj gremo, da se tale puščice pokaže levo in desno in podaljšujemo, kamor želimo. In dobro je to, ker vidimo, recimo, kje se pokaže. In recimo mi rabimo od tukaj naprej. Prej ne rabimo. Tukaj lahko dodamo animacijo od spredaj, kar pomeni, da ko se začne, recimo, rečemo, ok, tukaj želimo dati neko animacijo, vidite, se začne z animacijo, potem imamo neke efekte vmes, potem imamo tale blur, ki potem lahko izgine tukaj nekje, ko izgine ta tekst. Zdaj pa recimo, da mi želimo pa tukaj nek svoj tekst dati. Recimo v našem primeru, ne vem, recimo PGD Rakek. Potem tega seveda ne bi potrebovali, recimo pa, da bomo dali PGD Rakek nekam tukaj gor. Gremo na medija in spet primemo in odložimo nekam na nek track nov. Zdaj v tem primeru seveda si mi želimo, da je PGD Rakek napisano čez cel naš oglas, kolikor pač bo ta oglas naš dolg. Recimo, da bo, ne vem, ne vem, 1 minuto. In zdaj, ko vržete noter, se pravi, vam itak da čez cel ekran, kar si seveda ne želite. Če kliknete gor na to sliko, se pravi, da imate označeno, lahko to seveda premikate in urejate. Se pravi, kliknete leva miškina tipka in premikate, kamor želite. Z tukaj scale lahko zmanjšujete ali pa povečujete, odvisno kaj rabite. Recimo, da bi tukaj zmanjšali in bi rekli, ok, želim temu kotu, recimo, da je še zmeraj preveliko, želim recimo imeti tukaj v tem kotu. Če gremo na mask, seveda lahko spet dodamo mask in delamo mask na temle. Torej, lahko gremo krog, lahko gremo pravokotnik in tukaj imamo seveda možnost tudi okroglih oziroma
pobirati vogale. Se pravi, recimo, da nam je tole takole čist ok. Takole. In zdaj recimo, da želimo tukaj odstraniti, vidite, jaz sem že pač povečal, takole, da bo videti. In lahko naredimo recimo lepo na okroglo, lahko popravljamo, gremo torej kliknemo gor, gremo nazaj na mask in tukaj rounded corners lahko potem povečujemo, če želimo 100%. In recimo, da nam je pač to všeč. Potem, ko morate obvezno klikniti nazaj na basic. Če ne kliknete na basic, če boste premikali, vam bo premikalo vaš mask. Torej boste uničili vaše delo, torej kliknete nazaj na basic in potem lahko previkate to vašo velikost. Ok, in recimo, da želim imeti tukaj. Recimo, da si želim odstraniti tole zadevo. Lahko vzamem tale blur pa ga kopiram, Ctrl+C, Ctrl+V, pa rečem, ok, tale bo pa recimo čez celo reklamo. Torej gremo na mask. Torej, če sem na basic, ne vidim tega, ne. Moram iti na mask in zdaj ga lahko premikam. In recimo, da mora biti ta malce manjši. In recimo takole. Imate različne oblike, recimo film strip vam lahko prav pride, kadar imate recimo celo linijo nekje za narediti, recimo na tak način, da želite nekaj zablurati. Je super primerno. Split pomeni, da vam pol ekrana, se pravi, se s tem potem igrate in premikate višino, če želite obrniti, pač obrnete za kamorkoli želite, ker vam pač splita pol ekrana. Recimo, da želite samo, ne vem, nekaj takega, se lahko s tem igrate. Če rabite krog, imate pač krog. Če premikate tukaj, imate potem elipso. Če premikate tukaj, imate, da vam premika vse. Potem smo rekli, imamo kvadrat, imamo potem neki tekst, ki ga želimo zabluranega, ki je pač, vidite, potem tu vam lahko pride recimo prav, če imate nekaj, ne vem, zaščiteno in imate lahko recimo kot mask noter, da vam piše recimo zaščiteno. Potem imamo brez, da pobarvate, kaj želite točno imeti zablurano, in vam potem samo ta del blura, potem pen, da si označite, kaj točno želite. Jaz teh stvari pač nikdar nisem uporabljal. Vidite, si lahko točno označite, kje želite. Jaz nekako uporabljam te, ki so najbolj uporabne, oziroma si pač pomagam s temi, ki so na voljo. To je zdaj, kar se tiče samega bluranja. Potem pa seveda lahko dodamo še neki tekst. Tekst imamo tukaj gor. Imate možnost tega dati po defaultu, lahko si date tega dol, pa rečete, tukaj bom zdaj jaz neki tekst napisal, pa si napišete recimo tukaj dodajam tekst. In si tukaj izberete potem, kakšen želite, ne vem, kakšen je pač vaš slog, vaš font. Bodite pač pozorni na to, da recimo ČŽŠ, da preverite, ali omogočajo, vidite, recimo tale tekst ne omogoča ČŽŠ-jev. Se pravi, dajte si prej ČŽŠ-je mogoče noter, da bodo vidni, da ne boste potem že v redu začeli, pa boste imeli pa nekje na koncu neke šumnike, pa boste mogli vse popravljati. Dajte pač prej preveriti, če imate to možnost ali pa ne. Tukaj potem lahko spreminjate vaše fonde, lahko podčrtate, lahko debelite, lahko je italic. Potem imate možnost, kakšne barve je, seveda. Potem samo, da zberem neki normalen tekst. Potem pa imate seveda možnost tudi različne style,
ki jih je tukaj kar nekaj, koliko velik bo ta transform, potem lahko obračate pod kakšnim kotom želite, lahko primete tukaj to krogec pa tako obračate, lahko to delate tukaj. Potem imate opacity, koliko bo pač to videti, če želite nekaj samo, da je kot zaščiteno, da ni toliko vidno, da če bo nekdo uporabljal, boste vi še vedno vedeli. Recimo, da veste, da je to za PGD Rakek reklama, recimo, pa to lahko pač uporabljate na tak način. Lahko date nek background ozadej, damo takole, da bo vidno. Se pravi, ta je popoln kvadrat, se pravi, če bi novo vrsto dal. Se pravi, naredi kvadrat tukaj, če dam takole, pa pač odreže, kjer je samo tekst. To je tole. Potem tukaj izberete ozadje, če želite nekaj drugače. Tukaj imate ogromno še nekih funkcij, da potem povečujete, zmanjšujete in tako naprej. Kar se tiče teksta. Zdaj, če bi radi, da se ta tekst tudi ravno tako nekako animirano pripelje ali pa nekaj zgodi z njim, imate tukaj animation. Se pravi, kar imate označeno, tisto boste delali potem tukaj v vaših funkcijah desno zgoraj. Recimo, da želim, da se pač natipka. To pomeni, da ko se bo natipkalo, recimo, da želim, da se natipka, okej, pa potem, ko izgine, imamo pa out, pa recimo, da želim zoom in. Lahko imamo fade out, odvisno, kaj želite, izberete si sami. Imate potem možnosti tudi tukaj prehode menjavati, recimo, greste na transition, pa rečete, okej, meni je pa ta všeč, recimo, pa pol stestirate oziroma pogledate, na kakšen način izgleda. Te efekte lahko potem tudi podaljšujete, vidite, tukaj imam možnost, da je daljši ali pa krajši. In to je na kratko pač to. Zdaj v angleščini načeloma lahko dodajate tudi captionse, imate stickerse tukaj, če imate kakršnokoli željo nekaj obkrožiti, recimo, ne vem, reči, okej, tukaj je pa zdaj meni ful pomembno, da je vidno, da bo pač veselica, da recimo tukaj piše, da je gasilska veselica, in lahko to dodate pol zraven, da pač utripa, da je vidno, da ne vem, obkroži in ravno tako premikate, se pravi, povečujete, zmanjšujete, se igrate sem ter tja, kar pač želite početi. Tukaj imate potem različne stvari, se pravi, zdaj je recimo nogomet, pa recimo, da bi delali nekaj za nogomet, pa bi se vam pač to pripeljalo, recimo, da bi nekdo gol dal, pa spet premaknete, pa zmanjšate mogoče, pa date tukaj, pa se vam pač to pokaže. Recimo. Spet tukaj kliknete lahko, date animacijo, da se vam, ne vem, pripelje, da se, ne vem, zavrti, pol za out, recimo, ne vem, da izgine gor. Lahko imate loop, kar pomeni, da se vam bo pač zadeva loopala, se bo nekaj pač ponavljalo. Ne vem, da se vam recimo vrti, zmanjšate recimo hitrost. Recimo, da se pravi, ali da se vrti 2 sekunde ali da se vrti par sekund. Dajte se igrati, dajte probavati. Sami captionsi v slovenskem jeziku niso ravno najboljši. Lahko stestiramo, lahko probamo, tule bomo dali generate. Vžgati moram takole. Dal sem na mute, se pravi, tukaj date na mute track, ki ga pač ne želite poslušati. Se pravi, če dam zdaj start, play, vidite, da ni nič slišati. Če dam unmute, ga maja ob 18. Slišite, kaj smo prej posneli. In če seveda je to sklopljeno, ne bo naredilo captionsov. Okej. In zdajle smo dali, da nam naredi tele captionse, ker želimo pač narediti recimo še podnapise. In boste videli, da pač ni najboljši PGD Rakel, ne, pač ni. V tem primeru je
boljši program, ki je tudi pač plačljiv, ki ga jaz uporabljam za šorte predvsem, je Desktop Caption. Jaz ga uporabljam in sem trenutno zelo zadovoljen z njim. Mislim, da je nekje 60 ali 70 evrov na leto, kar ni tak denar, ampak dela pa v slovenskem jeziku top. Tako da to je na hitro in na kratko neka osnova CapCuta, kako lahko uporabljate, kaj lahko uporabljate. Imate potem možnost nekih filtrov, če bi se igrali recimo, pa bi rekli, zdaj pa želim 4K narediti čez cel posnetek recimo, samo tule naredite, in vidite, da je posnetek popolnoma drugačen. Zdaj dodalo mi je seveda čez vse, če premaknem to nižje dol, velja vsi ti filtri, vse, kar je, pod nekim filtrom, velja ta filter ali pa ta tekst za vse odspodaj. Da boste lažje razumeli, če dam jaz ta PGD Rakek pod ta video, izgine. Zakaj? Ker je za njim. Se pravi, sama postavitev na teh trackih pomeni, da so to tudi hkrati layerji oziroma plasti, kar pomeni, da če želim jaz blurati, tulele, ki imam ta blur, če želim blurati samo na tem, potem bo ta blur tukaj vmes. Če bi jaz imel recimo tale blur, recimo tega vzamemo, vidite, če ga dam tukaj, mi bo zakrilo tudi PGD Rakek. Pa recimo, da jaz ne želim, da zablura celoten PGD Rakek, ampak želim recimo, da samo nimam tukaj nečesa, kar pač je vidno, bom mogel v tem primeru premakniti ta blur nižje. In vidite, da imam zdaj tale blur za PGD Rakek, kar pomeni, da je še vedno viden. Se pravi, PGD Rakek je viden, za njim pa je blurano. Torej, to so dejansko layerji, kar v tem primeru pomeni, da če želim 4K, da jaz želim mogoče samo to, kar je pod tem videom. Okej? Zdaj tukaj lahko vidimo tudi razliko, če vžgete ali pa ugasnete. Se pravi, to je original posnetek. PGD Rakek. Se pravi, to je original posnetek. Vidimo, kakšna kvaliteta je. Če vžgemo, je kvaliteta drugačna. Okej? Ker nam je načeloma naredil 4K. Lahko uporabljamo tudi karkoli drugega, recimo, da bi želeli narediti črno-belo, bi dali ravno tako tukaj recimo, ne vem, črno-bel filter, pa bi bilo vse skupaj črno-belo. Lahko tudi, zdaj vidimo, da je pač 100%, lahko to tudi zmanjšate. Pa rečete, ne želim popolnoma 100%, samo 20% recimo tega, pa 20% tega efekta recimo. Pa bi bilo vse skupaj že spet nekaj drugače. Tako da, to so neke hitre, kratke osnove CapCuta, ki jih lahko uporabljate. Se pravi, če imate neki kratek video za urediti oziroma mogoče neko reklamo zase ali pa mogoče urejate nekaj za enega prijatelja, je CapCut res odličen in enostaven za urejanje in za izdelavo. In upam, da ste neke osnove dobili v tem videoposnetku, kaj vse se da. Če imate pa kakršnokoli vprašanje, pa dajte prosim odspodaj napisati v komentar, pa se bom potrudil, pa vam bom ta odgovor, ki ga pač iščete, tudi posnel in vam tudi komentiral potem s to objavo kot odgovor na vaš komentar, tako da dobite čim prej vaš odgovor. Tako da hvala, da ste si vzeli čas in se vidimo v naslednjem videoposnetku. Čao.